Spoštovani vsi zbrani, cenjeno vodstvo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, med njimi posebej pozdravljam. Z nami so dekanja, profesorica doktorica Andreja Žgajnar-Gotvajn, prodekan za doktorski študij in raziskovalne dejavnosti, izredni profesor dr. Marko Novinec, prodekanja za dodiplomski in magistrski študij profesorica doktorica Urška Lavrenčič-Štangar, prodekanja za kakovost in sodelovanje z okoljem profesorica doktorica Helena Prosen, gospa Vesna Krajnc, tajnik fakultete, pa predsednik komisije za nagrade, priznanja in promocijo fakultete, izredni profesor Jernej Iskra in predsednik študentskega sveta David Ribar. Spoštovani nagrajenci, cenjeni mentorji, vsi ostali zbrani, lepo vas pozdravljam na podelitvi nagrad Maksa Samca ter Prešernovih nagrad in pohval študentom Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani za leto 2021. Zaradi epidemije, ki se razpleta kakor se tudi letos ta slovesen dogodek, ta slovesna podelitev nekoliko prilagaja razmeram oziroma tej koronavirusni realnosti. Tako ste danes tukajle v dvorani zbrani predvsem nagrajenci, njihovi mentorji in vodstvo fakultete. Vsi ostali zbrani pa si bodo lahko pozneje celotno slovesnost ogledali na spletu, namreč celoten dogodek se tudi snema. Naj se predstavim tudi sama, sem Maja Ratej, danes bom skrbela za povezovanje. Zdaj pa bi kar k uvodni besedi in nagovoru povabila spoštovano dekanjo, profesorico doktorico Andrejo Žgajnar-Gotvajn k uvodnemu nagovoru. Izvolite. Drage nagrajenke in nagrajenci, spoštovani visoki gostje, drage kolegice in kolegi, študentke in študentje, v veliko čast in veselje mi je, da vas lahko v imenu Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in tudi v svojem imenu pozdravim na današnji slovesni podelitvi nagrad Maksa Samca ter Prešernovih nagrad in pohval študentom Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Ta dan je za našo fakulteto vedno poseben dan, ker je dan, ko se ozremo nazaj na leto, ki je za nami in podelimo nagrade za izstopajoče dosežke na študijskem in znanstveno-raziskovalnem področju, zahvale za prispevek k upravljanju fakultete in tudi nagrade na ostalih področjih, ki so pomembna za našo akademsko skupnost in tudi širše. Zato smo se tudi v teh časih neke nove realnosti zbrali skupaj vsaj takole in obeležujemo najboljše dosežke študentov in kolegov, s tem pa na nek način tudi dosežke vseh nas. Naše delo je pomembno in prepoznavno. Gradimo ključne kompetence strokovnjakov na področju naravoslovja in tehnike in jih usposabljamo za samostojno ter odgovorno soočanje z različnimi problemi. Brez kemije, biokemije, kemijskega inženirstva, tehniške varnosti ni znano v procesih v živi in neživi naravi, ni varnih in učinkovitih tehnoloških procesov. Kompetence, ki jih razvijamo in gojimo na fakulteti, omogočajo nemoteno okolju in človeku prijazno delovanje moderne, trajnostno naravnane družbe. Znanja, ki jih gradimo, so ključna za spopadanje z izzivi prihodnosti. Znanost in tehnologija sta neločljiva dela naše civilizacije, saj si sodobnega življenja brez znanosti in tehnologije ne znamo več predstavljati. Pomen znanosti in tudi komunikacije znanosti je še posebej izpostavila pandemija. Ta nas je na nek način globalno povezala, po drugi strani pa spet razdelila. Znanost in tehnologija, ki sta bili prej skoraj skriti del naše družbe, sta naenkrat postali področji, o katerih lahko sodi in ju interpretira skoraj vsak. Ravno zato je potrebno še naprej graditi zavedanje,
da le ustrezno znanje omogoča celovito in zanesljivo presojo problemov in vprašanj sodobnega sveta. Mladi, ki jih izobražujemo na naši fakulteti, lahko s svojimi potenciali ustvarjajo gospodarstvo z višjo dodano vrednostjo, a to seveda ni naše edino poslanstvo. Potrebno je in želimo skrbeti za celosten razvoj njihovih potencialov, razgledanost in predvsem kritičnost na različnih inter- in transdisciplinarnih področjih, pomembnih za razvoj in delovanje moderne družbe znanja. Ker menimo, da nam je to uspelo, smo danes tudi tukaj. Tako kot v predhodnih letih smo tudi v tem letu beležili številne vzpone, pa tudi nekaj padcev. To je v tako velikem in pestrem kolektivu dejansko pričakovano in del življenja. Z vztrajnostjo, strpnostjo in sodelovanjem smo dosegli veliko ter zaznamovali leto, ki je za nami. Uspeh in inovativnost, ki jo proslavljamo danes, sta možna le v skupnosti, kjer njeni člani sodelujejo in se med sabo tudi spoštujejo. Zato se posamezniki lahko nemoteno posvečajo svojim nalogam in se potem to kaže v uspehih, ki jih izpostavljamo na takle dan. Danes smo torej na nek način vsi nagrajenci. Ampak ja, nagrade so vedno namenjene samo posameznikom, ki so v preteklem letu pustili poseben pečat. Zato jih danes postavljamo v ospredje kot zgled in spodbudo vsem nam. Drage nagrajenke in nagrajenci, ponosni smo na vas in se z vami tudi veselimo. Čestitke. Hvala. Hvala lepa, gospe dekani. Kot smo lahko ravnokar slišali, je za fakulteto pestro leto, tako zaradi neprestanega prilagajanja koronavirusnim razmeram, kot tudi zaradi številnih uspehov, ki ste jih nanizali profesorji, študentje in raziskovalci. Javna agencija za raziskovalno dejavnost, denimo Republike Slovenije, je tako med drugim odobrila financiranje 3-letnega raziskovalnega projekta z naslovom Pametne sonde za zgodnjo napoved Alzheimerjeve bolezni z ex vivo testom, ki ga vodijo raziskovalci Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Nadalje, skupina mednarodnih raziskovalcev, v kateri so sodelovali tudi znanstveniki iz te fakultete, je odkrila nove gene, katerih patološke različice povečajo tveganje za nastanek amiotrofične lateralne skleroze, krajše ALS. Pa uredniški odbor ugledne revije Physical Chemistry, Chemical Physics je še posebej izpostavil članek o hidrataciji in vezavi protionov v vodnih raztopinah acetilholin klorida in karbamoil klorida, pod katerega sta podpisana tudi raziskovalca s katedre za fizikalno kemijo na tej fakulteti. Omeniti velja, da si je kar nekaj študentov fakultete prisvojilo oziroma prislužilo, tako moram reči, odmevne Krkine nagrade. Fakulteta pa je poleti prejela tudi zlato priznanje za izjemen prispevek k uresničevanju poslanstva Zveze za tehniško kulturo Slovenije na področju tekmovanj iz znanja in pa mladinskega raziskovalnega dela. Da ob raziskovanju svojo pozornost usmerjate tudi k učinkovitemu poljudnemu osveščanju javnosti o svojem delu, priča tudi podatek, da je bila najbolj brana novica na portalu Ljubljanske univerze o raziskavah, projektih in uspehih njenih znanstvenikov prav objava z naslovom Vonji preteklosti o projektu Odoteka, ki ga vodi profesor Matija Strlič z katedre za analizno kemijo na tej fakulteti. Skratka, raziskovalci so poskrbeli za kar nekaj odmevnih objav in uspehov. Lahko rečemo, da ogenj na fakultetnem Olimpu gori, plamti in pravzaprav ne bi mogel biti dlje od naslova naslednje glasbene točke. Zimi v prid bomo zdajle namreč še vedno malce hladni, čeprav je zunaj drugačno vreme, zavelo bo namreč po ledu. Deliri nam danes poje in igra in pesem Ledena.
Ja, da današnji nastopajoči tudi malce podrobneje predstavim. Najverjetneje ste v preteklih tednih oziroma mesecih že slišali zanjo. To sta Mariborčanki, za vokal skrbi danes Zala Kores, na harfi pa Julija Veles, ki sestavljata torej duet Deliri, ki smo ga lahko zdajle ravno pred kratkim spremljali na Emi Fresh, še prej pa sta se predstavili na Slovenija ima talent, tako da najverjetneje ste zanjo že slišali. Sicer pa se dekleti poznata že vse od osnovne šole, tista prava reakcija med njima, ki je potem nastala takšna zmes, kot jo lahko vidite, pa je preskočila približno pred 3 leti na eni izmed porok nekega znanca in od takrat takole skupaj uspešno ustvarjata in najverjetneje se bosta skupaj takole barvali tele zanimive pevske vode, razne prireditve in slovesnosti še naprej. Tako da vemo, koga danes poslušamo. Zdaj pa je torej napočil čas, da preidemo k prvi takšni pomembni točki današnje slovesnosti, to pa so podelitve Prešernovih nagrad. Letos je kar 8 Prešernovih nagrajencev, sicer bomo malce prilagodili vse skupaj, najverjetneje ste sami nagrajenci in mentori že seznanjeni s tem, tako da vas samo vabim, kadar pokličem oziroma kadar vas omenim, vabim, da ostanete skupaj s svojim mentorjem in potem prisluhnete obrazložitvi. Pozneje pa bo sledilo fotografiranje in pa podpis v knjigo nagrajencev, tam zunaj po celotni slovesnosti se bo tam torej nadaljevalo. Tako da danes ne bo tistega neposrednega izročanja priznanj oziroma nagrad zaradi koronavirusne realnosti. Tako, pa začnimo torej predstavitev letošnjih Prešernovih nagrajencev Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Ljubljani. Letošnjo Prešernovo nagrado fakultete prejme Peter Ogrin. In sicer je pripravil raziskovalno nalogo pod naslovom Vpliv rotacijskih in translacijskih prostostnih stopenj na lastnosti MB modela vode ter salvatacijo nepolarnega topljenca, študija z Monte Carlo simulacijami, teorijo integralskih enačb in termodinamično perturbacijsko teorijo pod mentorstvom profesorja dr. Tomaža Urbiča. Tudi zanjen aplavz. To je bilo delo z najdaljšim naslovom danes, zdaj pa prisluhnimo torej, o čem govori, kaj je raziskoval Peter Ogrin. Monte Carlo simulacijo, teorijo integralskih enačb in termodinamično perturbacijsko teorijo je avtor uporabil za preučitev vpliva rotacijskih in translacijskih prostostnih stopenj na strukturne in termodinamične lastnosti čiste vode, modelirane z Mercedes-Benz modelom vode, ter salvatacije nepolarnih topljencev v vodi, modelirani s tem modelom. Wertheimovo teorijo integralskih enačb in termodinamično perturbacijsko teorijo je avtor prilagodil za preučevanje vpliva rotacijskih in translacijskih prostostnih stopenj na strukturne in termodinamične lastnosti tekoče vode, rezultate teorij pa je nato primerjal z Monte Carlo simulacijami. Obe teoriji sta uspešni pri napovedi vpliva prostostnih stopenj na energijo in tlak. Prednost teh dveh teorij je, da sta mnogo hitrejši od simulacij. Glede na velikost topljencev so prisotni 3 različni vplivi rotacijske temperature in vodikovih vezi na solvatacijo. Pri majhnih topljencih rotacijska temperatura in vodikove vezi nimajo vpliva nanjo. Pri topljencih velikosti podobne dolžini vodikove vezi rotacijska temperatura zmanjšuje ugodnost solvatacije in povečuje asociacijo topljenca. Tvorba vodikovih vezi je torej ugodna za solvatacijo. Pri velikih topljencih pa višja rotacijska temperatura izboljšuje solvatacijo in zmanjšuje asociacijo topljencev. Vodikova vez ima zato neugoden vpliv na solvatacijo. Omenimo še, da je avtor Peter Ogrin pri tem razvil tudi algoritem za računanje vpliva rotacijskih in translacijskih prostostnih stopenj z Monte Carlo simulacijo. Toliko na kratko, pokažite se nam še enkrat, tako da vam zaploskamo in iskrene čestitke za Prešernovo nagrado Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Gremo k naslednji nagrajenki. Prešernovo nagrado Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo prejme Eva Korenčič. Ki se nam je opravičila, je pa zato danes z nami njena mentorica, profesorica dr. Helena Prosen.
In sicer je spisala delo pod naslovom Spremljanje produktov elektrokemijske razgradnje benzotriazola. Pa poslušajmo, kaj je raziskovala. Avtorica Eva Korenčič se v svojem delu nanaša na emergentna onesnaževala, ki tipično izhajajo iz farmacevtskih izdelkov, izdelkov za osebno nego, izdelkov za uporabo v kmetijstvu in tako naprej. V okolju so prisotna v nizkih koncentracijah, zanje pa so značilni kronični učinki na zdravje različnih organizmov. Za večino zakonske meje za izpuste in koncentracije v okolju še niso postavljene. Polarni benzotriazoli, predstavniki teh onesnaževal, so spojine z dobrimi protikorozivnimi lastnostmi, ki so razlog za njihovo široko uporabo, na primer v strojni industriji, v detergentih in tabletah za strojno pomivanje posode. V čistilnih napravah odpadnih vod se le delno odstranijo in tako iztečejo v okolje, kjer pa so prav tako relativno stabilni. Toksični so predvsem za vodne organizme, predstavljajo pa tudi potencialno rakotvorne spojine za človeka. Razvijanje metod za njihovo odstranjevanje je zato izjemno pomembno, poudarja avtorica. V ta namen je avtorica Eva Korenčič preiskala elektrooksidacijo oziroma postopek razgradnje onesnaževal preko njihovih reakcij z radikali, ki nastanejo v raztopini pod vplivom električne napetosti, pogosto s pomočjo dodanega pomožnega elektrolita. Med preizkušenimi pomožnimi elektroliti je bila razgradnja najhitrejša ob uporabi H2SO4, kjer so v 2,5 urah odstranili 97% onesnaževala. Med razgradnjo so se pri nekaterih elektrolitih tvorili pretvorbeni produkti, ki jih je bilo ob uporabi z borom dopirane diamantne elektrode manj kot ob uporabi elektrode iz mešanih kovinskih oksidov. Predvsem problematični so bili toksični klorirani benzotriazoli, ki so jih identificirali pri elektrooksidaciji z natrijevim kloridom kot pomožnim elektrolitom. Toliko na kratko o magistrski nalogi Eve Korenčič, ki si, kot rečeno, letos prisluži fakultetno Prešernovo nagrado njej in pa mentorici iskrene čestitke. Tudi aplavz za to. Nadaljujemo s tretjo prejemnico Prešernove nagrade Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, to pa je Barbara Klun. In sicer je pod mentorstvom profesorja dr. Darka Makovca in pa somentorja profesorja dr. Marjana Marinška izdelala magistrsko delo z naslovom Sinteza magneto-optičnih kompozitnih nanostruktur s spajanjem zlatih mikroploščic z magnetnimi heksaferitnimi nanoploščicami. Pa poslušajmo, kaj natanko je raziskovala. Magistrska naloga se osredotoča na pripravo magneto-optičnega kompozita, kjer je avtorica v enem ploščatem delcu povezala lastnosti dveh izjemnih materialov. Magnetne lastnosti barjevega heksaferita in optične lastnosti zlata. Nanoploščice barjevega heksaferita izkazujejo veliko enoosno magnetno anizotropijo z lahko osjo magnetizacije pravokotno na ploščico. Zaradi te lastnosti so nanoploščice primerne za uporabe, ki temeljijo na orientiranju nanoploščic v suspenzijah z zunanjim magnetnim poljem. Primer take uporabe je na primer zdravljenje raka z magnetomehanskim poškodovanjem rakavih celic ter magnetna dostava nanoploščic in njihovo sledenje z metodami temelječimi na magnetni resonanci. Magnetne nanoploščice so nadalje spojili s sintetiziranimi zlatimi mikroploščicami. Zlati nanodelci zaradi površinske plazmonske resonance izkazujejo optične lastnosti, ki so močno odvisne od njihove velikosti, oblike in medija. V medicini se že uporabljajo kot kontrastna sredstva v slikovnih preiskavah, v senzoriki in za fototermično terapijo. Spajanje obeh materialov v kompozitnih nanoploščicah lahko omogoči kombiniranje različnih tehnik pri njihovi uporabi v medicini oziroma nove magneto-optične učinke za uporabo nanokompozita na različnih področjih tehnike. To je bil kratek uvod, za vse ostalo pa si lahko preberete v sami magistrski nalogi. Avtorici Barbari Klun in pa obema mentorjema vsekakor iskrene čestitke za prejeto Prešernovo fakultetno nagrado. Nadaljujemo z naslednjim prejemnikom fakultetne Prešernove nagrade, to pa je Tilen Pilpah.
Pod mentorstvom profesorice doktorice Polone Žnidaršič-Plazl je izdelal magistrsko nalogo z naslovom Razvoj in matematični opis miniaturiziranega pretočnega sistema za ločevanje produktov biokatalitske transaminacije. Naloga predstavlja sodobni inženirski pristop za načrtovanje in izvedbo separacije substrata in produkta biokatalitske transaminacije, ključne v sintezi enantiomerno čistih kiralnih aminov z visoko dodano vrednostjo. Separacijo modelnih spojin je avtor izvedel v Y oblikovanem mikrokanalu z vzporednim laminarnim tokom vodnega pufra z obema spojinama in N-heptana, v katerega se ekstrahira produkt reakcije. V eksperimentalnem delu je izbral ustrezne obratovalne pogoje za učinkovito ekstrakcijo in ločbo faz na izstopu iz mikrokanala. Za opis sistema je na osnovi matematičnega modela in posebej za to načrtovanih eksperimentov določil difuzivnost na koeficienta spojin v obeh fazah in njuna porazdelitvena koeficienta. V nadaljevanju je razvil matematični model za opis ekstrakcije v vzporednem toku obeh kapljevin in eksperimentalno izvedel ekstrakcijo v mikrokanalu pri različnih obratovalnih pogojih. Preko eksperimentalnih podatkov o vhodnih in izhodnih koncentracijah obeh spojin je prilagodil matematični model za opis dodanega sistema. Matematični model je dobro napovedal delovanje miniaturiziranega ekstraktorja, saj so se rezultati simulacij dobro skladali z eksperimentalno pridobljenimi vrednostmi. Mikrokanal pa se je izkazal za učinkovito napravo za ekstrakcijo, saj je dosegal več kot 73% izkoristek ekstrakcije pri zadrževalnem času nekaj manj kot 0,8 sekunde. Avtorju Tilnu Pilpahu vsekakor iskrene čestitke za prejeto Prešernovo nagrado Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in prav tako mentorici, profesorici, doktorici Poloni Žnidaršič-Plazl. Iskrene čestitke. Nadaljujemo z naslednjo nagrajenko, torej prejemnico Fakultetne Prešernove nagrade, to pa je Elvira Boršič. Naslov njenega dela je vpliv kalijevih ionov in vrste oligomera NLRP3 na aktivacijo inflamasoma, izdelala pa ga je pod mentorstvom višje znanstvene sodelavke doktorice Ive Hafner-Bratkovič in pa somentorja docenta doktorja Gregorja Gunčarja. Pa prisluhnimo, s čim natanko se je ukvarjala. Inflamasom NLRP3 je večproteinski kompleks, pomemben v naravni imunosti. Njegova aktivacija pa je povezana z vnetjem. Neregulirano delovanje inflamasoma NLRP3 povezujejo s številnimi boleznimi, kot so ateroskleroza, diabetes tipa 2, rak in pa nevrodegenerativne bolezni. Senzorski protein NLRP3, ki je del sestavljenega inflamasoma, ob aktivaciji preide iz zaprte v odprto strukturo. Ni pa še pojasnjeno, kaj je neposredni molekularni mehanizem, ki to omogoči. Aktivacijo inflamasoma NLRP3 lahko namreč posredno sprožijo različni molekulski vzorci, za katere se nakazuje, da bi lahko povzročili spremembo v celični koncentraciji kalijevih ionov. V magistrskem delu je zato avtorica pripravila različna sistema, s katerima lahko preučujejo vpliv iztoka kalijevih ionov pri aktivaciji inflamasoma na celičnih kulturah, kakor tudi v brezceličnem sistemu. Molekule NLRP3 v aktivirani obliki tvorijo strukture, ki omogočijo pripenjanje ostalih komponent inflamasoma, neznanka pa ostaja, kakšna je molekularna struktura. Z rezultati na celičnih kulturah so pokazali, da se morajo približati ključni deli proteina NLRP3, bodisi s pomočjo ogrodja urejenega oligomera ali preko neurejenega kondenzata. Rezultati, o katerih poroča avtorica, dajejo dobro odskočno desko za nadaljne raziskave zgornjih poti aktivacije inflamasoma, saj njeno poznavanje pomembno prispeva k razvoju protivnetnih terapevtikom. Iskrene čestitke za pripravljeno magistrsko delo, tako vam, Elvira Boršič, kot tudi obema mentorjema, torej višji znanstveni sodelavki, doktorici Ivi Hafner-Bratkovič in pa docentu doktorju Gregorju Gunčarju. En aplavz torej za Prešernovo nagrajenko. Nadaljujemo z naslednjo Prešernovo nagrajenko,
torej Prešernovo nagrado Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo prejme Valentina Novak. Pod mentorstvom docentke doktorice Vere Župunski je pripravila delo z naslovom Vpliv malih nekodirajočih RNA iz skupine Y-RNA in VT-RNA na retrotranspozicijo line 1. Line 1 so mobilni genetski elementi, pri katerih v procesu prenosa na nove genomske lokacije med drugim sodeluje tudi RNA vezavni protein ORF1p. Njegove lastnosti so slabo raziskane, zato je želela avtorica v nalogi ovrednotiti vpliv malih nekodirajočih RNA iz skupine Y-RNA in Volt-RNA na njegovo delovanje. V nalogi je potrdila vezavo proteina ORF1p na izbrane predstavnike iz obeh skupin RNA, pripravila in ovrednotila sistem za njihovo prekomerno izražanje v sestavskih celicah in analizirala vpliv prekomernega izražanja na raven prenosa line 1 na nove genomske lokacije. To je bil torej kratek povzetek magistrskega dela Valentine Novak, za katerega torej prejme Prešernovo nagrado Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Iskrene čestitke. Tako, še nekaj Prešernovih nagrajencev je danes z nami, in sicer Prešernovo nagrado Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo prejme Peter Kočman. Delo z naslovom Analiza požarne varnosti litij-ionskih akumulatorjev je izdelal pod mentorstvom izrednega profesorja dr. Simona Schnabla in pa somentorja profesorja dr. Roberta Dominka. Pa prisluhnimo, kaj točno je raziskoval v svojem magistrskem delu. Magistrsko delo obravnava požarna tveganja, ki jih predstavljajo litij-ionski akumulatorji kot tehnologija, s katero se vse pogosteje srečujemo v vsakdanjem življenju. Avtor je za namen preučevanja omenjenih tveganj v sklopu magistrskega dela razvil in izdelal pripravo za prebodno testiranje litij-ionskih akumulatorjev, s katero simulirajo mehansko poškodbo litij-ionskega akumulatorja, kot na primer v prometni nesreči. Rezultati testiranj 25 komercialno dostopnih litij-ionskih akumulatorjev so pokazali visoko stopnjo tveganja nastanka požara v primeru njihove mehanske poškodbe. Avtor Peter Kočman je s tem dokazal, da litij-ionski akumulatorji predstavljajo edinstven varnostni izziv, saj so neprimerljiv prenosni vir vžiga, ki v obliki električnih vozil in prenosne elektronike vstopajo v kompleksne požarne scenarije. Tovrstna testiranja in analize bodo v prihodnosti izredno pomembna za učinkovito in varno vpeljavo električnih vozil in drugih akumulatorskih sistemov v splošno uporabo. To je bil kratek povzetek nagrajenega magistrskega dela. Tako še enkrat nagrajencu Petru Kočmanu, kot tudi obema mentorjema, izrednemu profesorju dr. Simonu Schnablu in somentorju profesorju dr. Robertu Dominku, iskrene čestitke ob prejetju Prešernove nagrade Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Fakultetno Prešernovo nagrado prejme tudi Anja Kočman. Pod mentorstvom docentke doktorice Klementine Zupan je izdelala diplomsko delo z naslovom Varnost in tveganja pri uporabi nanomaterialov. Diplomsko delo obravnava tveganja, ki se pojavljajo pri uporabi nanomaterialov v različnih delovnih okoljih in povzema dosedanje znanje na tem področju s poudarkom na izzivih, ki se pojavljajo na področju varnosti nanomaterialov. Nanomateriale se zaradi izrednih fizikalno-kemijskih lastnosti uporablja na različnih področjih in so tako vse pogosteje prisotni na delovnih mestih, kar pomeni vse večje število izpostavljenih delavcev. Nanomateriali so sestavljeni iz delcev izredno majhnih velikosti, ki lažje vstopijo v telo kot večji delci. Ti delci se lahko nalagajo v tkivih in ovirajo normalno delovanje organov. Delci, ki so nerazgradljivi ali težko razgradljivi, preobremenijo fagocite in povzročajo številne bolezni.
Dokazi o zdravstvenih tveganjih povezanih z uporabo nanomaterialov se povečujejo. Ker gre za področje, ki je v razvoju, je pa še veliko neznanega. Področje nanotehnologije se namreč razvija veliko hitreje, kot pa znanje o učinkih nanomaterialov na zdravje. In pomanjkanje teh informacij vpliva na ocenjevanje prisotnih tveganj. Kot še poudarja avtorica Anja Kočman, je obvladovanje potencialnih tveganj ob sočasnem ohranjanju uporabnih lastnosti nanomaterialov izjemnega pomena. To je bil kratek povzetek diplomskega dela, ki ga je pripravila in za katerega si je torej prislužila Prešernovo nagrado Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Tako Ani Kočman kot pa mentorici, docentki doktorici Klementini Zupan iskrene čestitke ob prejemu nagrade. Tako, to so bile letošnje Prešernove nagrade Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Hvala lepa vsem prejemnikom nagrad in njihovim mentorjem in še enkrat čestitke prav vsakemu posebej. Zdaj pa predlagam, da se vsi skupaj spet malo sprostimo ob naslednji glasbeni točki. Še vedno ostajamo pri motiviki ledu, mraza, zime. Tudi Prešeren jo je v svojih pesmih večkrat povezal s srcem, ne? Pisal je na primer o ledu srca, pa o mokro cvetečih rožicah poezije in tovrstni motivi so postali in ostali popularni tudi pri sodobnih rock poetih. Od Siddharte, ki smo jo slišali prej, gremo zdaj k zasedbi Bigfoot Mama. Deliri nam namreč prinašata posebno preobleko skladbe Led severa. Hvala lepa duetu Deliri. Ja, nekako nas ne bosta prepričala, da bi šli še tja, kjer je led iz severa, sploh ko imamo zdajle v tem obdobju tako krasno, lepo pomladno vreme in se že vsi najverjetneje po malem veselimo vsega, kar seboj prinaša in sprošča pomlad. Ja,
tudi študentskega življenja smo se najverjetneje vsi veselili, ne? Marsikdo poreče, da so bila študentska leta najlepše obdobje v življenju. Čas, ko vate, pljuskne val neodvisnosti, obkrožen si skupino vrstnikov, ki so v enaki situaciji kot ti in s katerimi lažje izravnavate strogosti akademskih izzivov. Marsikakšno prijateljstvo ostane za vse življenje, a kar je najpomembneje, potopljen si v svet tistega, kar te resnično zanima. Študij, ki ni več le rutina, ni dolžnost ali prisila, tako za marsikoga postane življenjska pustolovščina. Ilustriran izgled po poteh tistih, ki so nam utirali pot. Dober učni rezultat, vidni uspehi, ki še nagrajujejo študij, so tako le dobrodošla, logična posledica vsega tega. In na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo so tudi letos ponosni na kar nekaj takih študentov, ki so si z odličnim študijskim uspehom in povprečjem pridobili pohvalo. Tako da zdaj je čas, da z aplavzom nagradimo najuspešnejše študente leta 2021. Nagrajence prosim, da ob omembi vstanejo, vse skupaj pa, da jim ob tem namenimo en velik aplavz. Pohvalo za uspešen študij letos prejmejo Urša Zevnik, in sicer za uspešen študij v prvem letniku univerzitetnega študijskega programa prve stopnje biokemija. Pa Zala Perko, za uspešen študij v drugem letniku univerzitetnega študijskega programa prve stopnje biokemija. Rok Rutar, za uspešen študij v prvem letniku univerzitetnega študijskega programa prve stopnje kemija. Kris Černe, za uspešen študij v drugem letniku univerzitetnega študijskega programa prve stopnje kemija. Mitja Koderman, za uspešen študij v drugem letniku univerzitetnega študijskega programa prve stopnje kemija. Matevž Turk, za uspešen študij v drugem letniku univerzitetnega študijskega programa prve stopnje kemija. Helena Potočnik, za uspešen študij v prvem letniku univerzitetnega študijskega programa prve stopnje kemijsko inženirstvo. Špela Polak, za uspešen študij v drugem letniku univerzitetnega študijskega programa prve stopnje kemijsko inženirstvo. Lejla Velič, za uspešen študij v prvem letniku univerzitetnega študijskega programa prve stopnje tehniška varnost. Mara Kozlovič, se je opravičila in sicer pohvalo prejme za uspešen študij v drugem letniku univerzitetnega študijskega programa prve stopnje tehniška varnost. Pohvalo prejme Leja Bele, za uspešen študij v prvem letniku visokošolskega študijskega programa prve stopnje kemijska tehnologija. Pohvalo prejme Anja Rupnik, za uspešen študij v drugem letniku visokošolskega študijskega programa prve stopnje kemijska tehnologija. Pohvalo prejme Martina Lokar, za uspešen študij v prvem letniku magistrskega študijskega programa druge stopnje biokemija. Pa pohvalo prejme Martin Rafael Golin, ki se je opravičil in sicer za uspešen študij v prvem letniku magistrskega študijskega programa druge stopnje kemija. Kot 15. imam torej tukaj na seznamu Jošta Oblaka. Pohvalo prejme za uspešen študij v prvem letniku magistrskega študijskega programa druge stopnje kemijsko inženirstvo.
Pohvalo fakultete prejme Lea Tominec. Za uspešen študij v prvem letniku magistrskega študijskega programa druge stopnje kemijsko inženirstvo. In pohvalo prejme Mateja Klemenič. Mateja Klemenič pohvalo prejme za uspešen študij v prvem letniku magistrskega študijskega programa druge stopnje tehniška varnost. Tako, to so bili torej študentje, ki so še posebej bodli iz povprečja in zato bi vas prosila, da še jim enkrat namenimo en nadpovprečen aplavz. Zdaj pa bomo podelili tudi pohvali študentkama za vrhunske dosežke na športnem področju. Zdajle verjamem, da vsi z napetostjo spremljamo olimpijske igre. Z nami sta danes dve taki prepoznavni športnici, ki Slovenijo zastopata na tekmovanjih in hkrati tudi uspešno študirata na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Pohvalo prejme Maruša Mišmaš Zrimšek. Za področje atletike Maruša Mišmaš Zrimšek že vrsto let sodi v svetovni vrh v disciplini 3000 metrov zapreke, kljub treningu pa je tudi odlična študentka Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. In pohvalo prejme tudi Laura Unuk. Za področje šaha, kot najverjetneje vemo, najboljša slovenska šahistka je nedavno kot prva Slovenka osvojila tudi naziv mednarodnega mojstra, lani pa je prejela tudi naziv ambasadorke šaha. Čestitke. In ob tej priložnosti bi na oder povabila predsednika študentskega sveta Davida Ribarja, da vas na kratko nagovori. Zatem pa bo David Ribar tudi podelil pohvale za pedagoško in nepedagoško delo po izboru študentov. In tudi to pot nagrajence, ki jih bo izpostavil, prosim, da ostanejo, vi pa jih seveda nagradite z aplavzom. David, izvolite. Spoštovana gospa dekanja, prodekani, študentje, mentori in ostali prisotni, lep pozdrav vsem. Študijsko leto 2020-2021 bo zaradi epidemije COVID-19 za vse nas ostalo izjemno edinstveno študijsko leto. Po poletju relativnega oddiha od virusa smo se na fakulteto vrnili in uspeli izvesti prvi nekaj tednov predavanj in vaj v živo. Kasneje pa smo se o povečanju števila okuženih zopet vrnili v digitalni svet, s katerim smo se že poprej spoznali v letnem semestru. Četudi so platforme Teams in Zoom ostale enake, pa se je tekom zimskega semestra pojavilo upanje v obliki cepiva. Tudi tokrat je človeštvo dokazalo, da lahko znanostjo kot orodjem namenjene izboljšanjem vseh zares premagamo vsakršno oviro. S koncem semestra pa smo se tako študentje kot tudi profesorji srečali z lastno oviro izvedbo zimskega izpitnega obdobja. Zaradi zelo slabe epidemiološke situacije smo se namreč spopadli z najrazličnejšimi načini preverjanja znanja na online način. Tako so besede, kot so exam.net, Moodle in Among Us postale del našega besedišča, spretno postavljanje kamer in pa slikanje izpitov pa del našega vsakdana. Vendar smo se, tako kot znanstveniki drugje, uspešno premagali to oviro in vstopili v letni semester, ki je predstavljal podobno, vendar bolj optimistično sliko prejšnjega semestra. Ob izboljšanju epidemiološke situacije smo se diplomati in magistranti lahko celo vrnili v laboratorije in svoje zaključna dela opremili z eksperimentalnimi deli, ki jih kot študenti naravoslovnih in tehniških ved najraje opravljamo. S poletnim izpitnim obdobjem smo nekatere izpite lahko pisali na fakulteti, za izvedbo nadaljavo pa smo bili pravzaprav vsi navajeni. Z tega poletja pa smo se lahko prvič podali nazaj na fakulteto, kar je za nekatere študente pravzaprav predstavljalo prvo poslušanje predavanj v živo, za veliko večino starejših študentov pa vrnitev nazaj v zgradbo in okolje, ki nam vsem predstavlja pomemben del naše izobraževalne poti. Tekom celotnega študijskega leta 2020-2021 pa ste bili vi, profesori in profesorice, zopet postavljeni pred zaslone in pozvani k predavanju snovi na prilagojen online pouk. Četudi se je včasih zdelo, da na drugi strani ni bilo nobenega,
je potrebno vedeti, da smo bili na zvezi. Priznanja, ki bomo podelili danes v imenu vseh študentov, pravzaprav zaobjemajo pohvalo vsem pedagoškim delavcem fakultete, ki sta se v teh izjemnih časih ustrezno prilagodili in omogočali, da smo to izjemno študijsko leto zaključili uspešno. Med vsemi pedagoškimi delavci pa smo študenti na vsaki študijski smeri prepoznali posameznike, ki ste s svojim pedagoškim delom dokazali svojo odličnost. Za vas izkazan trud bi se vam danes radi zahvalili. In sicer gremo k prvemu nagrajencu. Po mnenju študentov za smeri kemijsko inženirstvo prejme pohvala za pedagoga leta 2021 izredni profesor dr. Aleš Ručigaj. Po mnenju študentov smeri biokemija prejmejo pohvalo za pedagoga leta asistentka doktorica Berta Košmarov. Po mnenju študentov smeri kemija prejme pohvala za pedagoga leta 2021 profesorica doktorica Helena Prosen. Po mnenju študentov smeri kemijska tehnologija prejme pohvala za pedagoga leta 2021 profesor dr. Franc Požgan. Po mnenju študentov smeri tehniška varnost prejme pohvala za pedagoga leta docent dr. Luka Mišič iz Pravne fakultete. Na smeri kemijsko izobraževanje pa smo študenti ugotovili, da sta se v lanskem študijskem letu kar dva pedagoga dokazala svoje odlično pedagoško delo. Zato letos podeljujemo 2 priznanji na smeri kemijsko izobraževanje. Po mnenju študentov smeri kemijsko izobraževanje prejme pohvalo za pedagoga leta 2021 izredni profesor dr. Miha Lukšič. Po mnenju študentov smeri kemijsko izobraževanje pa prav tako prejme pohvalo za pedagoga leta 2021 višji predavatelj dr. Andrej Kodec. Iskrene čestitke vsem pedagogom leta. Seveda pa se študenti na laboratorijskih vajah poleg asistentov srečamo tudi s strokovnimi sodelavci, ki nam neštetokrat priskočijo na pomoč in omogočajo varne ter uspešne laboratorijske vaje. Četudi smo se v študijskem letu 2020-2021 študenti bolj poredkoma srečali v laboratorijih, smo se v tistih trenutkih, ko smo spet v roki lahko prijeli inventar, po mnenju študentov izvrstno izkazali strokovni sodelavci katedre za analizno kemijo. Zato po mnenju študentov prejme pohvalo za najstrokovnega sodelavca gospa Zdenka Držaj. Po mnenju študentov prejme pohvalo za najstrokovnega sodelavca leta 2021 tudi gospa Mojca Žitko. Po mnenju študentov prejme pohvalo za najstrokovnega sodelavca leta 2021 tudi gospod Dušan Komel. Iskrene čestitke tudi vsem najstrokovnim sodelavcem in najlepša hvala vsem. Hvala lepa Davidu Ribarju, da je izpostavil na takšen odkrit in prisrčen način, torej profesorje in njihove pomočnike, ki so se letos še posebej izkazali in verjamem, da je v karieri najverjetneje skoraj do vsakega profesorja tista nagrada, ki vam jo namenijo študentje, visoko kotirana in včasih najverjetneje prehiti tudi kakšno strokovno. Tako da dajmo še enkrat en velik aplavz za zaslužne, torej profesorje, ki so tako všeč študentom. Aplavz. Ja, ravnokar smo slišali kar nekaj omemb virtualnosti, pa ekranov, pa zaslonov, zvočnikov, zves in tako naprej. In verjamem, da ste že po temle obdobju, ki se kar vleče in vleče, siti vsega tega. Zato je zdajle z glasbo čas za malce premora. Gremo v analogne čase, daleč nazaj. Pravzaprav se vračamo v pozna 30. leta 20. stoletja, k eni izmed najpopularnejših pesmi iz filma Čarovnik iz Oza.
Kaj je tam za Maurico, se je tedaj spraševala mala Dorothy in s tem obesedila srčno željo po boljšem življenju milijonov Američanov, ki jih je tedaj pestila huda gospodarska kriza. Danes so seveda drugi časi, ampak ukleščeni smo v drugačne krize, ki pa iz nas prav na enak način izvabljajo sanjarije, kaj je na drugi strani Maurice. Deliri in Somewhere Over the Rainbow. Ja, morate priznati, da tole glasbilo zveni izjemno sproščujoče in lepo in mu je prav lepo prisluhniti. To je harfa, instrument, ki je zelo, zelo star, nekateri pravijo starejši kot naj bi segal v čase 2500 let pred našim štetjem, nekako bolj korenito pa se ga omenja približno 600 let pred našim štetjem in obsega širok diapazon instrumentov, od tistih samo eno samo struno do tistih, ki imajo tudi 90 strun. Zanimivo pri tem pa je, da tisti, ki ga igrajo, uporabljajo 4 prste na svojih obeh rokah. Pa še ena taka zanimivost, Irska je harfo prepoznala za svoj nacionalni simbol, seveda tisto z manj strunami. Tako, toliko, da vemo, kdo ves čas nastopa in stoji danes na odru poleg mene, nekako povezuje preditev z mano. Zdaj pa je čas, da nadaljujemo z naslednjim segmentom nagrad, to pa je s podelitvijo nagrade Maxa Samca za doktorsko dizertacijo in priznanja Maxa Samca za zasluge za fakulteto. Nagradi so poimenovali v spomin na Maxa Samca, slovenskega kemika, biokemika ter tudi meteorologa in pedagoga, ki je veljal, kot je zapisal Mario Srebek, za neizprosnega pri ugotavljanju znanstvene resnice. Imel je tisto samosvojo posebnost, ki mora biti raziskovalcu lastna, kakor je pesniku potrebno darovito gledanje. In tudi to se med drugim išče v prejemnikih nagrade, ki se imenujejo po njem. Začenjamo s podelitvijo nagrade za doktorsko dizertacijo, ki je letos prejme doktorica Isidora Čobanov Marinković. Isidora Čobanov Marinković nagrado Maxa Samca prejme za doktorsko dizertacijo pod naslovom Termodinamske raziskave micelizacije površinsko aktivnih ionskih tekočin
ki jo je izdelala pod mentorstvom profesorice doktorice Marije Bešter Rogač in somentorja izrednega profesorja doktorja Milana Vraneša, ki se je danes opravičil. Pa poslušajmo, kaj je raziskovala letošnja nagrajenka. Isidora Čobanov Marinković je v doktorski dizertaciji sintetizirala 13 površinsko aktivnih ionskih tekočin, krajše SELS, in njihove micelizacijske lastnosti preučevala z izotermično titracijsko kalometrijo. Eksperimentalne podatke je analizirala s pomočjo modela, ki predpostavlja ravnotežje med monomeri in micelami s konstantnim agregacijskim številom. Za potrditev dobljenih rezultatov je za vse sisteme izvedla simulacije molekularne dinamike. Raziskave je sklenila s testiranjem toksičnosti preučevanih sistemov na kulturo pšenice. Pridobljeni termodinamski parametri za micelizacijo kažejo, da se preiskovani sistemi obnašajo podobno kot večina običajnih ionskih površinsko aktivnih snovi in že preučevanih površinsko aktivnih ionskih tekočin. Pri nizkih temperaturah je micelizacija entropijsko voden proces, medtem ko pri višjih temperaturah entalpijski prispevek postane enako pomemben. Avtorica dizertacije ugotavlja, da izomerija protionov najbolj vpliva na proces micelizacije. Potem sledi podaljšanje dolžine krajše alkilne verige na imidazolijevem obroču. Najmanjši učinek pa ima izomerija kationov. Dodatno je s testi toksičnosti na pšenici pokazala, da podaljšanje krajše alkilne verige na kationu in izomerija aniona in oziroma ali kationa nimata pomembne vloge pri povečevanju ali zmanjšanju toksičnosti. Očitno je hidrofobni značaj spojine ključna lastnost, ki narekuje stopnjo toksičnosti, zato lahko sklepamo, da ima najdaljši substituent na kationu največji vpliv na celotno toksičnost površinsko aktivnih ionskih tekočin. Tako, to je bil torej kratek povzetek nagrajene doktorske dizertacije. Doktorici Isidori Čobanov Marinković še enkrat iskrene čestitke za prejetje nagrade Maxa Samca za najboljšo doktorsko dizertacijo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Iskrene čestitke. In čestitke tudi mentorici, ki je danes z nami, doktorici Mariji Bešter Rogač. Tako, od nagrajene doktorske dizertacije pa zdaj k Nini Simone, karizmatični ameriški pevki, ki se je tudi rada predstavljala kot Dr. Nina Simone. V življenju je namreč prejela 3 častne doktorate, tretjega ji je le 2 dni pred smrtjo podelil filadelfijski Curtis Institute of Music. In za nagrajeni doktorat dobro je počela tisto, za kar je trdila, da je umetnikova dolžnost. To pa je reflektirati čas. Njene pesmi to počno še danes. In zdaj bomo slišali tisto, ki je najverjetneje dobro poznate, Feeling Good. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Feeling good.
Ja, živeti današnji dan tako, da iz vsakdanjega življenja črpaš več užitka in zadovoljstva, je v bistvu to, o čemer govori pesem. A lepo je, če se taki dnevi sestavijo v izpopolnjujoče tedne, mesece, leta in spišejo dolgoletno zgodbo o uspehu. Eno takih ima za seboj tokratni dobitnik priznanja Maksa Samca za zasluge, ki ga bomo podelili v nadaljevanju. Tako da, spoštovani, sledi podelitev priznanja Maksa Samca za zasluge za Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo. Tega letos prejme akademik, profesor dr. Branko Stanovnik. Akademik, profesor dr. Branko Stanovnik je s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo povezan že od študijskih let. Med drugim je bil predstojnik odseka za kemijo konec 60. let prejšnjega stoletja, predstojnik katedre za organsko kemijo v drugi polovici 80. Bil je tudi namestnik predstojnika oddelka za kemijo in kemijsko tehnologijo, prodekan fakultete v 90. letih in član različnih fakultetnih univerzitetnih skupin. Objavil je približno 700 znanstvenih in strokovnih del, večinoma v mednarodnih časopisih. Je tudi avtor več učbenikov, monografij in preglednih člankov, uredil pa je tudi večje število zbornikov in povzetkov in pripravil več plenarnih predavanj na mednarodnih kongresih in simpozijih. O svojem raziskovalnem delu je imel 80 plenarnih in vabljenih predavanj na mednarodnih kongresih in simpozijih ter več kot 200 vabljenih predavanj na univerzah, akademijah in industrijskih raziskovalnih laboratorijih po svetu. Bil je tudi mentor 250 diplomantom, 30 magistrantom in 35 doktorjem znanosti. Za svoje delo je prejel več pomembnih nagrad in priznanj, med drugim lani jeseni zahvalo za dolgoletno mentorsko delo in vsestransko podporo Krkinim nagradam. Zaradi vsega naštetega je kot sodelavec fakultete po vsem svetu utrjeval ugled fakultete in širil njen sloves. Kljub temu, da se je leta 2015 upokojil, je s fakulteto še vedno tesno povezan in z veseljem sodeluje pri različnih dejavnostih, med drugim nazadnje pri pripravi zbornika 100 let kemijskih študijev na Univerzi v Ljubljani. Akademik, profesor dr. Branko Stanovnik je zaradi vsega naštetega odločilno prispeval tako k razvoju in delovanju, kot tudi ugledu in mednarodni prepoznavnosti slovenske kemijske stroke, fakultete same, Univerze v Ljubljani, kot tudi Republike Slovenije. Zato mu na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani s ponosom in zahvalo podeljujejo priznanje Maksa Samca za zasluge. Iskrene čestitke, akademik, profesor Stanovnik. Torej, spoštovana gospa dekanja, ostali člani fakultetnega vodstva, spoštovani študentke in študentje in drugi prejemniki Prešernovih nagrad Maksa Samca in raznih priznanj. Torej, najprej se zahvaljujem za priznanje Maksa Samca vztrajnim pobudnikom, predlagateljem, ki so predlog napisali in podpisali, komisiji, ki so to sprejeli in seveda fakulteti, torej, ki mi je danes podelila to priznanje. Zelo sem vesel in počaščen, hvaležen sem fakulteti za to visoko priznanje. Tega pravzaprav do pred kratkim nisem pričakoval. V skladu s starim rimskim pregovorom nemo, profeta in patria. Po drugi strani pa, če človek dovolj dolgo živi, velja tisto, kar mi je rekel
Nobelovec, profesor Vladimir Prelog, ko sem ga obiskal leta 1978, torej na ETH v Zürichu. Rekel je, resnica nikoli ne zmaguje, ampak njeni nasprotniki odmirajo oziroma izumirajo. Dovolite mi, da ob tej priložnosti izrečem še nekaj misli. Leta 1956, to je pred 66 leti, sem vpisal na fakulteto za kemijo takratne tehniške visoke šole. Prva 3 leta študija, torej smo imeli predavanja na različnih lokacijah. Od ure do ure smo letali, torej od fizikalne predavalnice na Jadranski ulici do predavalnice na Grabno na sedanji fakulteti za arhitekturo, vmes pa še na Realko, na strojno fakulteto, montanistiko, elektrofakulteto, staro tehniko, pa še kam. Pozneje smo si ves čas prizadevali za novo stavbo. Bil sem več kot 20 let predsednik Komisije za prostorski razvoj oddelka za kemijo, pozneje Fakultete za naravoslovje in tehnologijo. V zadnjem obdobju pred letom 1991 pa 2 mandatni obdobji predsednik Univerzitetne komisije za prostorski razvoj univerze. Torej vsaka 4 leta, v bistvu vsakokrat 1 leto pred volitvami, smo morali napraviti prostorske programe. In tako smo na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo torej napravili celo vrsto idejnih projektov, študij, posebnih študij in tako naprej. Seveda šele po letu 2000 so se začele torej ideje počasi uresničevati in pred nekaj leti smo se preselili torej v tole hišo. Torej zdaj ni treba več letati od predavanja do predavanja po celi Ljubljani. Vse skupaj se dogaja tudi po isto streho, tako pedagoški kot tudi raziskovalni program. In danes ni več izgovora, da se ničesar ne da napraviti. Torej, kaj pa zdaj? Kakšna je pa perspektiva za naprej? Ko so vprašali očeta modernega Abu Dabija, Mohameda Alija, kako si predstavlja nadaljnji razvoj, torej tega emirata, pa je rekel naslednje: moj oče je jahal na kameli, jaz se vozim z najmodernejšim Mercedesom, moj sin vozi Land Rover, moj vnuk bo pa spet jahal na kameli. Torej, ker tega niso razumeli, so ga vprašali, da naj to podrobneje razloži. Pa prav, stvari so zelo enostavne. Ko smo mi bili mladi, torej smo se vprašali, torej kaj naj naredimo z denarjem v tem pesku, torej ki ga dobimo zaradi nafte. Bili smo polni entuziazma, mladostne energije, odšli smo po svetu študirati. Po nekaj letih smo se vrnili, spet se stali, dogovorili, kaj bomo naredili, in v nekaj letih smo z mladostno energijo in polni entuziazma zgradili to, kar vidite pred sabo. Mlajše generacije, pri mlajših generacijah je pa vedno manj ljudi, ki so pripravljeni delati, in vedno več ljudi, ki hočejo samo deliti tisto, kar so si drugi torej prislužili s trdim delom. Pri tem se človek vpraša, ali obstaja kakšna podobnost z današnjimi časi, torej v Sloveniji. Pred 30 leti, torej ko je postala Slovenija samostojna, torej smo bili polni entuziazma.
pozabljeni so bili politični prepiri, pozabljeni so bile razlike v politični ideologiji, pozabljene so bile razlike v svetovno-nazorskih pogledih in pozabljeni so bili taki in drugačni prepiri. Te euforije vi ne poznate, zaradi tega, ker večina med vami je rojena, torej mnogo let pozneje. Ampak, ali se vam ne zdi, da se v zadnjih časih tudi pri nas pojavljajo podobne zadeve? Pojavljajo se mlade politične stranke, katerih vodje so mladi, torej ljudje, za katere se človek sprašuje, kdaj in s čim so si prislužili prvi kos kruha. Pa bi že radi jemali denar ljudem, ki so si ga prislužili s trdim delom. Upam, da na fakulteti se ne dogajajo take zadeve. Zato na vas apeliram, da se ne zapirate drug pred drugim, čeprav je ta stavba napravljena tako, da se vrata avtomatsko zapirajo, v nekaterih primerih pa celo enosmerno zaklepajo. Odprite vrata, bodite odprti drug do drugega, povezujte se med sabo, povezujte se s svetom, prizadevajte si, da bodo ljudje po svetu vedeli, torej, kje je ljubljanska kemija in po čem je ljubljanska kemija poznana. Torej, hvala lepa. Hvala lepa profesorju Stanovniku za vaše besede. Za tole, kar ste takole postavili neke vrste most med generacijami, ko sem vas poslušala, in nekako pozvali k temu, da si gradimo mostove in da jih ne rušimo med sabo in nekako spoštujemo to odprtost in čim večkrat sežemo drug do drugega, pa čeprav so se prostori in se še bodo najverjetneje v prihodnosti močno razvijali, kar kaže tudi današnji trend virtualnih prostorov in vsega, kar ti prostori prinašajo sabo. Zdaj pa smo že čisto na koncu današnje slovesnosti. Najverjetneje bi se nagrajenec strinjal, da raziskovalno, strokovno in kakršnokoli delo nasploh seboj prinese marsikaj, česar ne moreš predvideti. A veš, da je bilo prav, ker je izpopolnjujoče in vse v življenju postavlja na pravo mesto. V ameriški zasedbi, punk rock zasedbi The Green Day, so takemu občutku rekli time of your life. Pa da prisluhnemo, kaj točno je bilo s tem mišljeno. Deliri. Another turning point, a fork stuck into the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. So take the photographs, the still frames in your mind, hanging on a shelf, and good health and good time. Tattoos and memories and it's skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
Hvala lepa, Deliri. Dajmo jim za konec še en velik aplavz. Za tako pisan in zanimiv glasbeni repertoar, za katerega sta dekleti poskrbeli. Ja, in k pravkar slišanemu ni pravzaprav skoraj da nič več dodati, razen želje, da bi vas, spoštovani, na vaši karierni poti čim večkrat spremljali takšni občutki, the time of your life, in da bi bili, če uporabim izraz iz kemije, čim večkrat v elementu. Hvala vam za udeležbo, vsem tistim, ki ste nas spremljali preko spleta in ste z nami ostali do konca, kljub mojemu dolgemu branju, hvala tudi vam. In predvsem vabilo zdaj vsem mentorjem in pa nagrajencem, da ostanete še nekaj časa tukaj, da se vi študentje, vi mentorji malce približate sredini in da nekako pripravite oziroma izvedete eno skupinsko fotografiranje, ki bo seveda v skladu z vsemi koronavirusnimi pravili. Pozneje pa vabljeni ven, zunaj predavalnice vas čaka knjiga nagrajencev, kamor se vsi prejemniki nagrad in priznanj podpišete in pa potem sledi tudi posebno fotografiranje. Tako, to bi bilo to. Hvala vam za pozornost, za potrpežljivost, iskrene čestitke še enkrat in vse dobro. Srečno! Thank you.